Gospod predsednik, diplomiral sem iz elektrotehnike. Rad imam Slovenijo, res se ne predodselil, ampak moja plača bi bila v Nemčiji veliko višja. Z nemško plačo bi lažje zgradil novo hišo in na stara leta bi bila moja pokojnina višja. Večina mojih sošolcev se je že odselila. Kaj boste storili, da nas več ostane? Veliko je še za postoriti, veliko pa smo tudi že storili in rezultati bodo prišli. Zakon o dohodnini, ki prav vsem daje večje plače, brez tega, da je gospodarstvo ali pa da so delodajalci bolj obremenjeni, je velikanska sprememba. Se pravi, brez tega, da bi bilo gospodarstvo, ki mora tudi investirati in ustvarjati nova delovna mesta, z davkom bolj obremenjeno, bo vaša neto plača večja. Večja bo tudi neto plača vseh ostalih v gospodarstvu in plače tistih vaših kolegov, ki so zdaj v Nemčiji, če so šli v Nemčijo, bistveno večje, bodo počasi postale primerljive s tem, kar boste lahko zaslužili v Sloveniji. Poleg tega ima Slovenija druge prednosti, ki jih morda Nemčija nima, Slovenija je lepša. Slovenija ima to prednost, da lahko od doma do službe verjetno pridete bistveno prej kot v Nemčiji. Slovenija ima to prednost, da se razvija. Slovenija ima to prednost, da ima visoko gospodarsko rast, še enkrat višjo v Nemčiji, kar pomeni, da so priložnosti za mlade večje. Lahko napredujete hitreje. Mogoče bo vaša plača na začetku nekoliko nižja, samo boste bistveno prej dosegli nek položaj, glede na to, da smo država, ki se razvija hitro, kot pa recimo v Nemčiji. Torej, ko vse to zračunate, je jasno, da se vam splača ostati doma.